Pozdravljeni! Ker ste pridno brali in pisali, smo lahko prišli do trenutka, ko začnemo razmišljati o tem, da bi začeli pisati male pisane črke. Danes bomo naredili prvi korak. Začeli se bomo navajati na nalivnik in pisali prve grafomotorične vaje. Najprej si poglejmo, kako pravilno držimo nalivnik. Že v šoli ste opazili, da imate različne nalivnike. Tisti, ki imate okroglo pisalo, morate biti pozorni, da nalivnik držite s 3 prsti, s tem, da imata palec in kazalec glavni oprijem, sredinec pa podpira nalivnik. V šoli smo rekli, da držimo pisalo kot račka. Tisti, ki imate takšen nalivnik kot jaz, pa morate paziti še na to, da je ta kovinska ploščica, torej zgoraj pri nalivniku, vedno usmerjena proti stropu. Večina nalivnikov ima na mestu, kjer naj bi nalivnik držali, rahlo vdolbinico, kjer je prostor za naše prste. Paziš tudi, da nalivnika ne držiš prenizko, da se ti ne razlije črnilo, oziroma da ga ne držiš previsoko, ker potem ne moreš potegovati natančnih potez. V nadaljevanju boš potreboval navaden bel list ali pa enostavno nalogo narediš v zvezku lisička. Tvoja naloga bo, da z nalivnikom vlečeš različne črte, poljubne črte v vse možne strani. Rišeš dolge, valovite, ravne, navzgor, navzdol. Paziš vseskozi, da nalivnika ne dviguješ, da nalivnik pravilno držiš in da nalivnik lepo, mehko teče po listu papirja. Torej, da z nalivnikom preveč ne pritiskaš ob papir. Paziš tudi, da nalivnik držiš s pravilnimi 3 prsti na način račke, tako kot smo se učili v šoli že ob pravilno prijeti navaden svinčnik. Ko na belem listu dobiš občutek za pisanje z nalivnikom, se preizkusi v potezah na listih z 1 in 2 zvezdicama, ki si jih dobil med gradivom. Po črtah vleci z nalivnikom. Roka naj gladko teče, pazi, da ne pritiskaš preveč. Pri valovčkih na listu z 2 zvezdicama pazi, da greš pri valovih dovolj globoko, torej da narediš dovolj visok hribček in se nato vračaš po isti črti nazaj in nadaljuješ z naslednjo potezo. Ko dobiš občutek za nalivnik in se zdi, da ti roka mehko in tekoče teče po listu papirja, lahko nadaljuješ z grafomotoričnimi vajami v zvezku Lili in Bine, nato pa tudi v zvezku Lisička. V zvezku Lili Bine imaš različne grafomotorične vaje, ki jih lahko rešuješ po lastni želji. Enako grafomotorično nalogo, kot jo boš naredil v delovnem zvezku, poskušaj zapisati tudi v zvezek Lisička. Bodi pozoren, da črte vlečeš od zgornje do spodnje črte. Vmes lahko narediš malce prostora, malce razmika. Pazi, da ti roka lepo drsi in da nalivnik nežno držiš. Vodila za delo si dobil. Sedaj je na tebi, da vadiš in se navajaš na pisanje z nalivnikom. Pazi, da ga pravilno držiš, da je pravilno obrnjen in da roka nežno drsi po zvezku, da ne pritiskaš preveč.
Če boš pritiskal premočno, nalivno pero ne bo puščalo lepe sledi, ampak bo hreščalo in črnilo ne bo enakomerno. Včasih bo težko vztrajati, ampak se splača. Vaja dela mojstra in na koncu bo pisanje lepo steklo. Kdo ve, mogoče pa lahko prihodnji teden spoznamo že prve male pisane črke. Juhu!